Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci. V začetku marca sta minili tanko 2 leti, odkar smo v Sloveniji zabeležili prvo okužbo z virusom COVID-19 in vse od začetka je civilna zaščita vključena v številne aktivnosti države zoperstavljanja tej najobsežnejši pandemiji, ki je na globalni ravni prizadela prav vse države sveta. Danes sta z nami poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, Srečko Šestan, ki bo predstavil delovanje aktivnosti civilne zaščite v tem zelo zahtevnem 2-letnem obdobju spopadanja s pandemijo virusa COVID-19. Poslovni pa je poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk, ki bo povedal, kako se je civilna zaščita z izzivom epidemije virusa COVID-19 soočala na terenu. Primer delovanja regijskega štaba za Notranjsko lahko označimo kot primer dobre prakse, odzivov in delovanja na zahtevne razmere, ki jih predstavlja hitro širjenje virusnih okužb med prebivalstvom. Poveljnik Šestan, predajam vam besedo. Izvolite. Ja, hvala lepa. Kot je najavil Aleš, bi naredil en kratek pregled dejavnosti v teh 2 letih, ki jih je seveda zaznamovala epidemija. Čeprav vse skupaj še ni zaključeno, ampak malo smo zaradi drugih težav vsi skupaj malo na to pozabili, pa poglejmo eno kronološki potek. Prvi val, odnosno začetek te epidemije, vsi se bomo dobro spomnili, je zaznamovalo predvsem veliko pomanjkanje zaščitnih sredstev. Kaj je temu razlog, bomo ugotavljali še leta, ampak dejstva so takšna. Mednarodna organizacija zdravstvena je razglasila pandemijo 11. marca. Že 12. marca je minister za zdravje razglasil epidemijo v Republiki Sloveniji in skladno s tem in bom rekel postopkom, ki jih predvideva državni načrt zaščite in reševanja za ta namen, sem tudi sam aktiviral državni načrt. Preklic prvega vala je sledil po dobrih 2 mesecih, 14. maja 2002, ko je vlada preklicala epidemijo, in 30. maja zaradi angažiranosti sil sem tudi sam zaprl državni načrt. Če pogledamo, zakaj je tukaj ta bolezen ali pa ta naravna ali druga nesreča po definiciji drugačna od ostalih, je tukaj na tem slajdu, zato ker ima ta svoj zakon, zakon o nalezljivih boleznih, ki je seveda lex specialis in zato smo tudi v sistemu varstva pred nesrečami bili support, bom rekel temu zakonu, in zato tudi kot civilna zaščita te nesreče, te krize nismo vodili. Smo pa seveda aktivno sodelovali, pomagali tudi na ta način, da je bil aktiviran državni načrt, ki je za ta namen bil narejen in takrat seveda po tem prvem, odnosno drugem valu, je bila ocena, da ravno ni v vseh, bom rekel, postavkah dober in zato smo tudi potem šli v prenovo tega načrta. Pa najprej pogledamo, katere sile so se vključile vse iz našega sistema v ta odziv. Seveda je tukaj vsi štabi, tako državni kot regijski in pa občinski. Tukaj pomemben segment pri vsem tem so seveda službe za podporo štabu, brez katerih seveda sam štab skoraj ne more delovati. Vključeni so bili, spomnite se samo tiste velike naloge delitve in zagotavljanja zaščitnih sredstev, državni logistični centri in pa seveda vsi regijski logistični centri, ki so odigrali veliko vlogo pri distribuciji in delitvi te opreme. Potem so tukaj pomemben dejavnik tudi ekipe za prvo pomoč Rdečega križa. Naj spomnim, da smo začeli že na mejnih kontrolah s temi ekipami kot pomoč policiji, potem ekipe za psihološko pomoč, mobilni stacionarji, državna enota za hitre reševalne intervencije in pa seveda vsi operativni sestavi, tako poklicnih kot prostovoljnih gasilcev in pa tudi veliko drugih operativnih sestavov, da jih ne bom našteval. V prvem valu je bila intenzivnost zelo visoka, predvsem zaradi te naloge, ki sem jo prej že omenjal, tako da smo imeli dnevno v povprečju skoraj 2600 pripadnikov aktiviranih, seveda govorim od občine do države. V drugem in tretjem valu, ko smo, kot sem sam prej rekel, prenovili ta državni načrt in se tudi ustrezno na državi organizirali in ustrezno zahtevam tega državnega načrta tudi zagotovili zaščitno opremo, potem seveda je ta naloga praktično zamrla in smo imeli mi, bom rekel, bolj fokus na drugih nalogah.
Epidemija je bila razglašena v drugem valu 18. oktobra, sam sem aktiviral načrte 19. kot je tudi začela veljati epidemija in preklic obojega je sledil 15. junija 2021, pomeni, da je to trajalo 10 mesecev. No, če pogledamo tukaj vključenost sil, je seveda zelo velika, bomo videli na zadnjem slajdu skupne številke, tukaj seveda zaradi tega, ker so bile tako hudo intenzivne naloge, je bilo 1153 vključenih dnevno, mi temu rečemo reševalec dan, na koncu bomo pa videli skupno številko, ki je šla v tem primeru čez 300 000. No, 4. in 5. val epidemije je se pojavila, če se boste spomnili, delta, tukaj vlada ni šla v to odločitev, da bi aktivirala, odnosno razglasila epidemijo, smo pa zato, da bi lahko pomagali z našimi strukturami, z našimi resursi, na vlado pripravili, seveda na zahtevo vlade, tudi sklep, s katerim nas je vlada pooblastila, aktivirala, če hočete, za izvajanje določenih nalog. In v 4. valu smo imeli manjše aktivnosti, ali pa bomo rekel, ne toliko množične, so bili pa seveda zelo pomembni vključenost teh bolničarjev iz Rdečega križa in pa iz Gasilske zveze Slovenije, ki so bili seveda vsi prostovoljno prijavljeni. Uporabljali smo jih od 3 do 36 na dan, ki so pomagali v zdravstvenih ustanovah, pa tudi v nekaterih potem proti koncu tudi v domovih starejših občanov. Kot sem že povedal, ena rekapitulacija vsega skupaj, prvi val, kot je prej vidno, 233 560 reševalec dnevov, bom tako uporabil izraz, drugi in tretji 310 000 in še nekaj čez, in 4. in 5. seveda številke bistveno manjše, to sem že prej povedal, bolničarji Rdečega križa in pa Gasilske zveze Slovenije. Skupno smo naredili, verjetno se tu številke lahko gredo plus, minus, kakšen procent, 545 000 reševalec dnevov. Tako da to je bila ena taka velika naloga, ki jo smo opravili v tem razdobju. No, pozitivne izkušnje in pa tudi nekaj rešitev ob odzivanju na zajezitev epidemije. Omenil sem že prej, dopolnjen državni načrt, v večini primerov je bil ocenjen kot primeren okvir za pripravo in odziv. Tukaj smo noter definirali število in opreme, ki jo mora posamezni resor zagotavljati za mesec dni oziroma načrtovati za 3 mesece dni, in tukaj seveda tudi zaradi tega nam potem v drugem, odnosno 3. in 4. valu nismo imeli več težav z to zaščitno opremo. Ocenjujemo in tudi analize so pokazale, da so občine pravočasno in hitro organizirale se, bile so samoiniciativne in so sprejemale tudi številne druge ukrepe, poleg tistih, ki jih je seveda sprejemala vlada, na lokalno primeren način pa so jih lokalne skupnosti seveda uporabljale in tudi razširile. Zelo dobro sodelovanje je bilo med resorji, to moram priznati, in pa tudi seveda z Evropsko komisijo. Zelo hitra ali pa vzorčna je bila vzpostavitev razmer za delo od doma in pa za nemoteno izvajanje rednih in ključnih nalog, seveda še kakšno manjšo težavo, ampak to je zmeraj spremlja delo. Hitra je bila vzpostavitev in tudi dobro delovanje klicnega centra, tudi sami smo imeli tam noter predstavnika vsak dan, ali pa bomo rekel stalno, in pa seveda zelo dobra ali pa hitra je bila vzpostavitev tehnične podpore za izobraževanje nadaljavo. No, tukaj se je pokazala tudi, bom rekel, dobrodelnost in pripravljenost različnih organizacij, ki so pomagali tako z opremo kot z usposabljanjem za delo od doma oziroma za pouk nadaljavo. In pa seveda pomemben segment, ki sem ga že enkrat omenil, je pa tudi skrb za psihološko pomoč, kajti kolikor je ta epidemija dlje časa trajala, toliko je bilo to bolj potrebno, tako pri strukturah, ki so delovale, in pa tudi seveda pri prebivalstvu. Sistem varstva pred nesrečami se je kot eden izmed teh 3 stebrov sistema nacionalne varnosti pravočasno odzval, hitro prilagodil, spomnimo se samo 1. in 2. vala, za seveda izvajanje nalog, ki jih do takrat sploh nismo izvajali. Z angažiranostjo zdravstvenega osebja, sistema varstva, policije, Slovenske vojske, prostovoljcev in drugih deležnikov, predvsem pa ravnanja državljanov, ki so v večini upoštevali sprejete ukrepe,
in navodila za zajezitev epidemije so pripomogli, da so se naloge ter ukrepi izvajali na visoki ravni. S tem se je preprečil še možni hujši scenarij epidemije. Jaz bi toliko za uvod, hvala za pozornost. Hvala, poveljnik. Kot rečeno, je v Postojni z nami danes tudi poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko, Sandi Culk, ki nam bo predstavil, kako je pa delovala civilna zaščita na regionalni ravni, torej na ravni, konkretno na Notranjski regiji. Poveljnik, izvolite. Lep pozdrav, hvala za povabilo poveljniku civilne zaščite Republike Slovenije, gospodu Šestanu. Smo specifična regija, mogoče časih tudi z drugačnimi pogledi, vendar smo regija, ki pokriva Notranjsko, Kravsko planoto in pa Primorsko. Istočasno živimo in smo vpeti v soživetje z državljani iz Republike Hrvaške, pokrivamo velik del te meje in pa Italije, kar je pri nas zelo, zelo pomembno, sploh v takem primeru epidemije, kajti dnevno se srečujemo z več tisoči gospodarskih migrantov, ki odhajajo iz ene strani meje v drugo dela, tudi na šolanje. Skratka, prepletenost sobivanja je izredno veliko. 2 leti za nami, za zgodovino še biti pa kratek čas, za življenje nas posameznikov neprimerno dolga doba. Doba, v kateri smo se tudi mi, ki imamo nekaj leta in izkušnje sobivanja z zaščito, reševanjem in izvajanjem pomoči, srečali z tisočerimi osebnimi stiskami in tudi smrtjo. Vendar, ta prednost, ki živimo v meji, nam daje tudi neko potrditev, da ta država, ta institut civilne zaščite je bil tudi na to pripravljen in moram reči, da je celo privilegiran tudi z vladnimi ukrepi, kajti pri nas se ni dogajalo kot v eni od sosednjih mojih držav, ko so ljudje pred bolnico umirali na pločniku. Tudi mi imamo izgube in imamo tudi dosti žalosti, imamo pa dosti uspeha, ki je temeljil na organiziranosti, predvsem pa na roči tega plavega trikotnika, ki združuje zaščito, reševanje in pomoči tudi s prostovoljci, po vseh ostalih vladnih in nevladnih organizacijah in govorimo o tisočerih ljudi. Ta regija, ki je majhna, po svoje pa bogata, predvsem po duhovni moči Primorcev in Notranjcev, ima 6 domov. Predstavljajte si, da v 24 urah od 191 varovancev doma za ostaretih zboli 190 in pa 80% zaposlenih. In ni države, ki bi to zmogla z nekaj institutom rešitvijo od nekod nekaj poslati, ker tega ni bilo. Cela država je bila bolana. Vendar ta moč ljudi se je zdal združiti zahvala vsem državljanom, ki so pripomogli, da smo to zgodbo rešili. Beremo v časopisih zgodbe o uspehu Kitajske. Kitajska država z milijoni prebivalstva je postavila kontejnerje v 48 urah. Ima kmečki človek z Primorske in Notranjske je v 36 urah iz kulturnega doma postavil ploščice, ki še danes stojijo, s školjkami, s centralno, z obnovljenimi paketami in s pomočjo vaške skupnosti, ki je še zemese postavila gori. Tu so uspehi malega naroda, ki zna skupaj stopiti v kritičnem trenutku. In danes govoriti o tem, da ta država ni bila na to pripravljena, mislim, da je v posmeh in žalost vseh tisočerih Slovencev, državljanov, državljank, ki so zelo dosti pripomogli. Tega ne bi bilo brez razumevanja, tudi brez razumevanja poveljnika gospoda Šestana, brez uprave za zaščito in reševanje in pa v nekem kritičnem trenutku zdravstvenih delavcev in zaposlenih v domovih za ostarele, ki so potisnili glavni del energije in omogočili, da smo te ljudje oskrbeli. Mogoče smo res svojstveni med tem trnovskim gozdom, Nanosom in Primorsko in ta buta nas naredila malo drugačne, ampak skušali smo
se poigravati tudi z idejami, ki niso bile zmerno uspešne. Smo tudi napake naredili, danes verjetno vsaj tistih ne bi naredili, smo skušali pa neke dodane vrednosti delati. In to se je izkazalo tudi z modulom, da nismo skrbeli samo za človeka, smo skrbeli tudi za živali. Za živali, z ukrepi in zaščito tako rejnih kot domačih živali. Ko je udarna bolezen na naslovu, recimo palče toliko, sta obedva starostnika obležala v posli s 4 mačkami, 2 psi in prašičem v hlevu. To je mogel nekdo skrbovati. In tudi na to, tudi smo šli skupaj s temi ljudmi, z lokalno skupnostjo smo to pripomogli, predvsem pa zahvala tako ekipi Ministrstva za zdravje z ministrom in pa za delo in socialo, ki so ne nadaljavo, bomo rešili, bomo prišli v pravem trenutku odreagirali, nam pomagali in skupaj smo to zmogli, tudi z modelom, ki je bil v začetku mogoče celo malo kot nekaj novega, kaj se gremo, vendar dosegli smo, ko smo ob pomoči zdravstvenih delavcev tudi odpirali vrata vsake hiše, predvsem ne pozabiti, imamo brkine, imamo kraško planoto, imamo otročne vasi na Notranjskem, potrkali na vrata, smo prišli, ali bi se mogoče cepili in dosegli eno najboljših precepljenosti, ne v Sloveniji, tudi v primerjavi s sosednjimi državami. Še ena izkušnja reč, da toplina in srce Primorca in Notranjcev to zmore, spoštovani kolegi novinarji, ki ste pa na drugi strani, pa še enkrat iskrena hvala. Tudi to delo bi bilo premalo, če nam bi posebno na prvi bojni liniji, kjer bi odpirali vrata do ljudi in nam tukaj bili support naših sporočil in tukaj vidim največjo zmago. Glejte, čisto domače, včasih se trudimo v svojih najboljših močeh pomagati drugim in v tem procesu tudi mi smo ljudi nam tukaj prinesli nekaj tesnobe. To da ne smemo dovoliti, da nas to ustavi. Nikoli nas ne more ustaviti, da ne bi pomagali drugim in omogočili, da v življenju občutijo pomoč, nekaj sreče in veselja. Hvala lepa. Hvala lepa, poveljnik Sandi Curk. Hvala pravzaprav za predstavitev obema. Sedaj sta oba naša sogovornika tudi pripravljena odgovoriti na vaše vprašanja, tako da kdor želi še kaj vprašati, prosim, da samo nakaže za roko ali pa preko aplikacije. Jerneja, izvoli. Dobar dan, Jerneja Grmani, 2. Slovenska vojska. Imam vprašanje za oba gospoda. Najprej za gospoda Curka, če bi mi znali povedati, mogoče to čisto eno osebno izkušnjo, prvič ste se srečali z epidemijo, tako kot vsi mi, kot poveljnik štaba, kaj ste odnesli v teh 2 letih, kakšne izkušnje ste dobili. In zanima me, kako je bilo število prostovoljcev, jih je bilo dovolj. To je vprašanje za vas, za gospoda Šestana, pa me zanima zdaj, kot ste že omenili, korona je nekoliko v ozadju, gremo proti poletju, potem jeseni, po zimi pa ne vemo, kaj nas čaka, kako je civilna zaščita pripravljena, so še katera področja, ki jih velja ukrepiti pred morebitnimi novimi valovi. Hvala lepa. Ja, poveljnik Curk. Slišimo? Ja, izvolite. Hvala lepa, če vidite minuto pa pol. Da, pripravljeni smo bili, vendar v Poljčev pa v Beogradu tudi zgledalo A4 format epidemiološki rad. To reče biti. Oljeli ga ne, ampak je prišel v drugačno obliko. Izkušnje so te, da ne glede na velik strah, mi smo malo drugačni, mi imamo konfino 10 km, 15 km od nas je meja z Italijo, tam je bil strah še večji. Pa italijanska vojska je v kamionah struje vozila, pa raje to prenašal. Strah je bil velik, ampak še sam kot domačin, kot zavedan Primorce, čuda, telefoni so zvonili prostovoljcev. Od mladih ljudi do starejših ljudi. Še danes, ko imamo ukrajinsko krizo, ljudje kličejo in so pripravljeni pomagati. Izkušnja ena, bilo je zelo dosti izkušnja, najboljša izkušnja v mojem življenju, lahko rečem, ob izgubi najožjih članov družine je to,
da nismo bili samo pisani, popeljevani, ampak smo bili na terenu in smo sodelovali s ostalimi pripadniki civilne zaščite pri vseh premostitvah iz domov za ostarele na rdeče cone. In ko so to starostniki 80-90 let videli pred sabo astronaute v maskah, v očalah, so sami jih prosili, naj jih ne peljemo na Rab ali pa v Dachau. Taki stresi za ljudi, kateri so se v nadaljevanju rekli pozitivno. Dobra izkušnja pa je, ko je prišla gospa 90 let na obrobju Kraške planote, rekla, sem slišala na televizijonu, da se moram cepiti, da ne gunga šinjora strsta Đulija, ker pride, ker je kupil hišo, slučajno mu dala bolezen, da bo umrl. Kaj je moč duha vsa skupaj in vas medijev? Hvala lepa. Hvala, Jernej, za vprašanje. No, jaz rad prisluhnem strokovnjakom in prepričan sem, da bodo se njihove napovedi, kot so se tudi skoraj v celoti uresničile tudi že do zdaj, čeprav je ta bolezen praktično še danes neznanka, ni pa popolna neznanka, da bomo seveda jeseni ali pa po zimi imeli spet nek val, ki pa upam, da ne bo imel kakšnih večjih posledic, da se ne bo pretirano zviševalo število ljudi v bolnišnicah, tako v intenzivnih kot tudi v navadnih oddelkih. Civilna zaščita je pa, bomo rekel, pripravljena na vse takšne izzive, primerno bom temu rekel, tako tudi, če se spomnim sam tistega prvega vala, tistih začetkov, ko smo se lotevali stvari, ki jih sploh nikoli nismo delali, potem lahko zdaj rečem, da nas praktično ne more nič več presenetiti. Tako da jaz sem prepričan, da bomo tudi to nadaljevanje, ki pa upam, da ne bo takšno, kot so bili tisti prvi valovi, lahko skupaj z roko v roki prebrodili na našim ljudem najbolj primeren način. Hvala lepa. Imamo še kakšno vprašanje? Trenutno ne vidim nikogar. Če ni več vprašanj, bi s tem danes zaključili. Lepo se vam zahvaljujem, da ste bili prisotni na današnji novinarski konferenci in vas seveda vabim tudi na novinarsko konferenco naslednji ponedeljek, torej 4. ko bomo predstavili poslanstvo in dejavnosti Vojaškega muzeja, ki deluje v okviru Ministrstva za obrambo. Ljudno vabljeni in lep pozdrav.